V Bistriškem gradu so v sredo predstavili katalog z naslovom Vedute, podobe krajev in gradov med Pohorjem in Bočem. Katalog je izdal Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, avtorja pa sta Primož Premzl in dr. Ferdinand Čerbelj. Me veseli, da je prišlo tudi do tega trenutka, da lahko predstavimo razstavo tudi v knjižni oziroma v tej kataloški obliki. Najprej, vsaka stvar ima svoj začetek in idejo za to je gospa Herta Žagar je že pred koncem leta predlagala, če bi naj lahko pripravili kakšno razstavo v starejših podobah Bistrice. Seveda ideja je bila takoj sprejeta, ampak potem je treba razmišljati, kako, v kakšnem obsegu pripraviti razstavo, ali samo Bistrico, ali samo Bistriški grad. Seveda mi živimo v enem prostoru, ki nas skozi že od prazgodovine povezuje, to je ta svet, prehodni svet med Pohorjem in Bočem. Tudi občinske meje se spreminjajo, ne morem reči vedute bistriške občine ali pa vedute fare konjiške ali pa bistriške. Zato sem tukaj nekako razmišljal, da vzamemo geografski prostor, ki je konstanta med Donačko goro, Bočem in Pohorjem. Ti kraji so bili med seboj večno povezani, samo administrativne oblasti so se menjale. No in ko se je to potem nekako oblikovalo, smo potem s kolegom Primožem Premzlom razpravljala in smo potem prišli do ugotovitve, da je ta pravi prostor zajet tukaj nekje med Račami in Slovenskimi Konjicami. No in Primož ima izredno zbirko, ki je že odmevnega pomena in zato ni bilo težko izbrati, kajti vse tisto, kar je ohranjeno, znano, je v njegovi zbirki. Tako da se nam ni bilo treba izposojati iz nekih inštitutov ali pa nekih drugih zbirk. No, tako so nastale te grafike. Držali smo se pa enega pravila, da zberemo podobe pred pojavom fotografije. Fotografija je drug medij, iz katere se potem razvija razglednica ob koncu 19. stoletja. Je pa to področje zelo bogato, v grafiki zastopano že od 17. stoletja, od tega znamenitega topografa Fischerja. Fischer je dal to znamenito gradovi, trgi, mesta, vasi Štajerske. Prvič pri nas, da smo v nekem sektorju poskušali grafike interpretirati to, kaj nam prinašajo, koliko nam lahko služijo kot vir neke preteklosti, kot grafični zapis, kot je rokopis v neki kroniki. Z veseljem vas bom potem popeljal po razstavi in pa seveda Primož, zbiralec, leta se že poznava, en drugega spodbujava in njegova zbirka ne bi imeli danes tega tukaj v takem obsegu, kot je v katalogu. Pa še dovoliš še en stavek, ki sem ga pozabil omeniti. Tukaj zdaj niso samo grafike. V tem času so znane, ohranjene 3 upodobitve v oljni tehniki. Upodobitev gradu Štatenberg, ki je Flurerjeva slika, ki je last na Dunaju Belvedera, sijajna upodobitev je v katalogu. Potem 2 upodobitvi Šmartnega na Pohorju, nekaj izjemnega za neko kraj, za neko vas. In pa potem sta še objavljeni poleg grafike še 2 upodobitvi Bistrice, to je Marijin trg iz 1828 in glavni trg Risba 1826. To je nekaj, kar je prispevek oziroma vse, kar je možno zbrano, so v teh grafikah od 17. do 19. stoletja. Kot sem rekel, samo te 3 so nekako iz terena potegnjene. Ostalo pa bo povedal Primož, kako je ta zbirka njegova nastaja, ki pač ima eno svoje domovinsko in štajersko težo. Ideja, da se ta razstava naredi v Slovenije Bistriškem gradu, sem seveda z veseljem sprejel in takoj bil pripravljen seveda sodelovati. Tako da sem prav vesel, da je skratka danes tudi zagledal luč sveta ta katalog, ki bo omogočal vsem doma primerjati te vedute iz tega področja, ki ga je Ferdo prej omenil, tako da ne bo treba kupiti ali iti v knjižnico po omenjene 3 knjige.
ki sem jih izdal z dr. Stoparjem.